Sezona prvih opravil na vrtovih je v polnem razmahu. Mnogi prav zdaj načrtujejo tudi urejanje balkonov in teras. Odločitev, katere okrasne rastline bi gojili na okenskih policah, balkonu in terasah, je za nekatere preprosta, nekateri pa nimajo izkušenj. Spet tretji pa, ker nimajo vrtov, v cvetličnih koritih gojijo celo solato, dišavnice, začimbe. Z nami je Snagina referentka za hortikulturo Karin Bejo, ki je prav danes popoldan v Pivoli predavala o gojenju rastlin na balkonu in terasah. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako, sezona je zdaj res tukaj. Kaj je vse tisto, kar recimo lahko ta čas gojimo tudi na balkonih, na terasah? Torej, na balkonih in terasah si praktično lahko privoščimo vse, kar raste na vrtu. Res je, da je to v omejenem prostoru, torej potrebuje nekaj več nege in oskrbe, predvsem kar se tiče hranil, ker vemo, da rastline, ki rastejo na vrtu, si same poiščejo hranila in jih počrpajo iz tal. Tukaj imajo volumen substrata omejen, tako da jih moramo pocartati s kakšnimi aminokislinami, s kakšnimi bio gnojili in moramo nekaj več gnojil dodajati. Drugače pa lahko raste v loncih vse. Ko urejamo doma gredice na dvorišču, imamo seveda malce več možnosti, kako jih bomo obrnili, bodo bolj v senci ali bolj na soncu. Balkon je ponavadi obrnjen ali na sončno ali na senčno stran in tudi tukaj najbrž moramo paziti, kaj bomo posadili. Seveda, naprimer rododendroni, za njih je značilno, da rastejo v senci oziroma senci visokih dreves. Torej na sonce, na teraso, kjer je zahodno sonce, jih ne smemo posaditi. Zjutraj, če imamo pa sončno svetlobo nekje do 9, pa si lahko privoščimo tudi rododendrone ali azaleje v loncih. Danes pravzaprav vse gre v trende, pri mobilnih telefonih, pri avtomobilih. Najbrž je tudi pri kakšnih balkonskih rožah, rožah za gredice tako, ne, da je kaj bolj v trendu kot kaj drugega. Ja, seveda, tudi tukaj so trendi, žlahtnitelji ne počivajo, torej tisti, ki so si lahko v senci privoščili vodenke, ki so sploh novogvinejske vodenke, so izredno atraktivne in lepo cvetijo. So skrižali sun patiens, torej takšne, ki uspevajo tudi na soncu. Tudi pri pelargonijah je veliko sort, ki so bolj zbite, kompaktne, izredno cvetoče. Vsako leto se pojavljajo trendi, vedno več je trajnic tudi pri sezonskih zasaditvah, tako da vrtnarji si najdejo svoje trende. Ko bomo izbirali za terase in pa za balkone, recimo lončke, korita in pa zemljo, na kaj moramo paziti? Torej pri koritih, če imamo tista izdolžena korita za na ograjo, za na okna, tu je nekako določen volumen, prilagajamo si samo na dolžino. In tam grejo noter v bistvu manjše sadike. Če se odločimo za zasaditev večjih loncev in se odločimo za eno rastlino, da jo bomo imeli v loncu, torej je lahko okrasna posoda kvečjemu 2 številki, 3 večja od lonca, v katerem rastlina sedaj raste. In je potem boljše okrasni lonec menjati, ali pa če imamo res tistega enega, potem pa volumen prikrit z kakšnim glinoporjem. Torej, če posadimo rastlino v prevelik lonec in potem ta substrat zalivamo, se zgodi, da rastlina ne počrpa vse vode, substrat ostane premoker in se zakisa in začne propadati. Zato si pač moramo malo pomagati. Ko bomo izbirali na naših terasah in pa balkonih tudi kakšne dobre sosede, kar se zelenjave tiče, dišavnic, so katere, ki se imajo še posebej rade, da jih lahko bolj skupaj posadimo in kakšne morda, ki se ne razumejo tako dobro z drugimi? Pri dišavnice so prijazne do vseh rastlin, bolj so pri zelenjavi tisti dobri in slabi sosedje, kar moramo upoštevati. Dišavnice so dobrodošle na balkonih in terasah zaradi odganjanja mrčes tudi. Torej ognjiči, timijani, melise, vse te dišavnice lahko kombiniramo zraven poleg okrasnih rastlin tudi.
Spravi možnosti je pravzaprav neomejeno, lahko rečeva. Morda še samo vprašanje za naše vrtičkarje in vrtičkarice, kaj pa kolobarjenje? Tam, kjer smo lani imeli, ne vem, solato, na tisto gredo letos posebej. Kolobarjenje na zelenjavnem vrtu je priporočljivo in dobro upoštevati, ker te zakonitosti niso iz trte zvite, ampak so preverjene, torej to drži. Ko pa sadimo rastline v posode in na balkone, na terase, takrat pa običajno tisti substrat menjamo. In torej ni težav, da bi bila zemlja izčrpana, ker to se pravno dogaja pri kolobarjenju. Torej določene rastline potrebujejo več gnojila, naslednje manj, tretje še manj, četrte pa nič. Zato imamo 4-letni kolobar. V posodah pa substrat tako in tako menjamo. Prilagodimo ga rastlini, ki jo bomo posadili, tako da se na balkonih in terasah ni potrebno obremenjevati s kolobarjem. Odlično, sem prepričana, da smo danes še koga navdušili in lepi dnevi so tudi pred nami. Tako. Zato na svet seveda čim prej po substrate, po lončke in kaj lepega, dobrega posaditi. Tako. Hvala lepa za vaš Hvala obisk vam. oddaje RTE 24. Hvala.